Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Želel bi vas seveda obvestiti, da sva ravno kar s kolegom ministrom Bogovičem odposlala odstopni izjavi z mest ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministra za kmetijstvo in okolje. To pomeni seveda, da iz te koalicije izstopa tudi dokončno seveda Slovenska ljudska stranka. Mogoče se je to zgodilo kak dan prej, kot smo napovedovali, pa vendarle so dogodki v zadnjem času dobili dodaten pospešek, po moji oceni z govorom predsednika vlade na zboru za republiko, tako da so se zadeve malce hitreje odvile, kot smo pričakovali, in tudi zaradi tega ta poteza malce prej, kot smo v stranki napovedovali. V vsakem primeru je to v skladu z sklepi organov stranke, ki smo jih napovedali že pred časom. Obžalujemo seveda, da se ni našla možnost, za katero bi sami bili pripravljeni sodelovati. To pomeni, da bi se predsednik vlade v obstoječi sestavi vlade preprosto zamenjal. Ugotavljamo tudi, da se sestavlja več ali manj politična vlada, tako da v takih konstelacijah pač Slovenska ljudska stranka, kot je že dejala, ne bo sodelovala, vrača se v opozicijo, kjer bomo, tako kot smo večkrat že dokazali, delovali kot konstruktivni člen opozicije. Sam ocenjujem, da je seveda delitev na koalicijo in opozicijo pri nas v Sloveniji popolnoma drugačna, kot bi to moralo biti. Opozicija namreč ne pomeni, da si proti zato, da si proti, ampak opozicija po moji oceni pomeni v vsakem primeru nastavljanje ogledala koaliciji, pa vendarle, da se podpirajo tisti potrebni ukrepi in reforme, ki so za to državo pomembne. Kot je že predsednik sam dejal, je Slovenska ljudska stranka na osnovi svojih načelnih opredelitev to naredila, kar je bilo na organih stranke dorečeno. Se pravi, prvi teden v marcu, ko poteka seja državnega zbora, je bilo planirano, da se parlament Republike Slovenije seznani z najnimi odstopoma in izstopom Slovenske ljudske stranke iz koalicije. Kot je že magister Žerjav povedal, Slovenska ljudska stranka kot stranka, ki ne prisega na blokovske delitve, seli v opozicijo in v opoziciji bomo podprli vse konstruktivne predloge kot žlahtna konzervativna stranka, ki jih bo dala v ospredje to, kar je dobro za prebivalke in prebivalce Republike Slovenije. S pokojninsko reformo smo to v preteklosti že dokazali. Verjamem, da bomo tudi v tem sestavu delovali enako in naredili vse, kar je potrebno za dobrega za Republiko Slovenijo. Časi so takšni, da bi v Sloveniji bolj kot to, da se delimo na različne bloke, morali znati stopiti skupaj in mi bomo v naslednjih mesecih pokazali, da za nas niso pomembne blokovske razdelitve, ampak projekti v dobro Republike Slovenije. Hvala lepa. Predvidevamo, da imate tudi še kakšne vprašanja, kako se predstavite, kdo ste, pa kateri vi prihajate, kako mu zastavljate vprašanje. Zdaj Božič Delo, gospod Žerjav, vi ste na zadnji tiskovni napovedali, da zdaj naprej boste vse strankarske korake presojali z vidika čim prejšnjih predčasnih volitev. Ali boste torej v sredo podprli konstruktivno nezaupnico, ali je to po vašem mnenju torej korak predčasnih volitev, najhitrejši možni korak predčasnih volitev? Dokončne odločitve v zvezi s tem stranka na organih še ni sprejela. Moje osebno mnenje pa je, da je seveda konstruktivna nezaupnica
edina pot k predčasnim volitvam, edina pot, ki jo imamo na voljo, in je to konstruktivno nezaupnico preprosto potrebno sprejeti. Ali se bo to zgodilo, bo stranka seveda odločala v naslednji del. Jutri ne poslanski, potem najbolj šlo. Naslednji del. Sredo. Ja, vse. Hitro, ne? Naslednje vprašanje. Gospod Pikler. Ali pričakujete, glede na to, kar se danes ni dogaja, da bo premijer dal vajanje zaupnico še ta teden v državni zbor, da se še ta teden razrešijo ali V božjih rokah. Kar je v najnih rokah, se stori. Ja, tako. Če ni drugega, gospod Žerjav, a vi se vračate v državni zbor, ali greste nazaj v gospodarstvo direktno, kot ste napovedal, kako bo? Gospod Bogovič, verjetno greste v državni zbor nazaj, ne? Vam prenehno funkcije. V vsakem primeru greva obadva v državni zbor, tako avtomatično. Po tistem bomo pa seveda naprej videli. Jaz seveda, tako kot sem napovedoval, aktivno iščem svojo rešitev v gospodarstvu. Zdaj, ali se bo to zgodilo ta isti dan, ali mogoče kak dan kasneje, to bomo še videli. Kristina Kacin, kanala Atletar. Ja. Danes bi se morali sestati z azerbajdžansko delegacijo, pa so vas zamenjali, da to vaša želja? To je bila moja želja. Zakaj? Glejte, ni kredibilno se pogovarjati z ministrom v času oziroma v dnevu, ko sam odstopaš kot minister. To pač niti ni po bontonu, da ne rekel, ni diplomatsko, skratka, ni korektno. In je to edini razlog. Sicer pa je zagotovo obisk nadaljevanje stikov, ki smo jih pa gradili skozi celoten mandat in je po moji oceni predvsem namenjen nadaljevanju pogovorov za morebitno investiranje Azerbajdžana v Slovenijo. Marko Škveler, Radio Slovenija. Kaj se dogaja s Kmečko zvezo, pa ljudsko stranko z vrhom, nekateri niso najbolj zadovoljni s politiko vodstva? Slovenska kmečka zveza je temelj naše stranke, zato je potrebno narediti vse, da tudi če so kakršnakoli nesoglasja znotraj tega kroga, to razčistimo. Danes se sestane izvršilni odbor Kmečke zveze. V naslednjih dneh, koliko bo predsednik Kmečke zveze to ocenil, se z veseljem sestanemo z vodstvom stranke in eventualno nesoglasje razčistimo. Treba vendarle biti jasen in seveda absolutno se strinjam, kar je Franci povedal, pa vendarle še kak stavek k temu dodam. Seveda so znotraj stranke je prišlo do, bom rekel, kakšnih nesoglasij in razočaranja delom vodstva, nezadovoljstva nad delom vodstva, zato ker je to vodstvo v skladu z napovedmi na kongresu v Krškem leta 2009 tudi to udejanjilo, kar je takrat napovedalo. Bili smo dosledni in bili smo načelni. So marsikatero potezo potegnili, ki morda komu ni bila všeč. In spomnili se boste dogodkov povezanih z Zadružno zvezo, spomnili se boste dogodkov ob volitvah v Kmetijsko-gozdarnovsko zbornico, ko smo pač preprosto zahtevali to, da ljudje ne morejo sedeti na dveh stolih. Ali si na enem stolu, ali si pa na drugem stolu. Mi nikogar nismo kakorkoli preganjali, ali kakorkoli, vsak se pač mora odločiti, kje bo. In glede, ti spori znotraj Kmečke zveze ali pa kmečkega dela te stranke trajajo že, bom rekel, desetletje ali pa še več. In najbrž prihaja čas, da bo za dobro te stranke
enkrat ta nesoglasje je potrebno tudi razrešiti. Tako ali drugače. Torej, neko apokalipso, če hočete, bo ta stranka znotraj tega dela morala preživeti. Način, da boš tu takrat, ko ti bo to osebno godilo in ti bo dobro delo, takrat pa, ko to ne bo tako, pa boš kje druge, preprosto ne more biti. Ker to pač vpliva slabo na vso ostalo članstvo v tej stranki in nasploh na vzdušje v stranki. Torej, do neke odločitve, tudi znotraj teh ljudi, ki so morda zdaj bili nezadovoljni z vodenjem te stranke, bo pač moralo priti. In jaz verjamem, da ne nazadnje tudi rezultati javnomnenjske ankete, če hočete, kažejo k temu, da je vodstvo to stranko peljalo dobro. Ne bom govoril o tem, ali bi lahko bilo boljše, lahko bi bilo seveda tudi slabše, ampak to pustimo. Rezultati so tu. Nekateri se bodo pač morali odločiti, ampak stranka ni zato tu, da bo nekdo iskal neke svoje osebne, kako bi rekel, reševal neke osebne probleme, neke osebne interese in tako naprej, ampak je tu znotraj potrebno pač postaviti v spredje interes stranke in interes te države. In tu smo pač seveda znotraj mojega predsednikovanja marsikdaj prišli tudi navzkriž. In tudi zato, saj to je tudi eden od kamenčkov, če hočete, pa sem to že nekajkrat dejal, ki so pripomogli k temu, da se sam kot predsednik Slovenske ljudske stranke tudi umikam. Ali pa če dodamo še en stavek, naši predstavniki Kmečke zveze, tisti, ki Kmečko zvezo vodijo, bodo morali videti celo njivo, ne samo svoj vrtiček s svojimi platovi. In to je to, kar se dogaja. Žalostno je, da se ta Kmečka zveza, še stavek, v 4 letih mojega mandata se stane, bom rekel, na prstih ene roke, ali pa mogoče malo več. Zdaj, ko pa se pogovarjamo o kongresu, pa o kandidiranjih, pa o pozicijah, pa o funkcijah in tako naprej, zdaj pa praktično vsaki drugi dan. Še kakšno vprašanje? Ja, glede ministrstva, recimo, kako sta vidva zadovoljna z tem letom, kako bi ocenila to preteklo leto? Jaz bom rekel takole, da predvsem obžalujem to, da je moje delo kot minister za gospodarski razvoj in tehnologijo da so vedno znova obremenjevale zadeve, ki so bile popolnoma nepomembne, popolnoma neproduktivne in ki niso vodile k rešitvam, ki niso vodile k ciljem, ki jih ta država pred sabo ima. Hočem reči to, da bi lahko bili v nekem drugem vzdušju, v neki drugi politični kulturi ali pa v nekem drugem političnem prostoru, če hočete, veliko, veliko bolj uspešni, kot smo bili. Zaradi samega okolja, ki si ga je zgradila ta slovenska politika in je nevzdržen. In je takšen, da se praktično normalno ne da delati. To niso pogoji za normalno delo. Niti ministrov, niti predsednika vlade, niti državnega zbora, pa še bi lahko našteval. Po moji oceni je prva naloga slovenske politike, da si vzpostavi normalne pogoje za delovanje. Ampak brez, da bomo en drugega spoštovali, tudi tistega, ki je morda v drugi politični opciji, na nasprotni strani, v opoziciji ali v koaliciji, brez tega ne bo šlo. Z načinom, ki smo ga priča v zadnjih tednih in mesecih, z diskreditacijami, z manipulacijami, z lažmi, na ta način preprosto nekega normalnega sodelovanja med posameznimi političnimi strankami
Ne more biti. Mi se moramo normalno pogovarjati. Brez normalnega dialoga in pa ne glede na to, zdaj, kje sediš. Ali sediš v koaliciji ali v opoziciji. Ne pomeni, če si v opoziciji, da moraš razbiti vse, kar pride na mizo. Po domače rečeno. Ker najbrž tudi vse, kar pride na mizo strani koalicije, ni za tja vrčiti. In ni vse slabo. Že po statistiki ne more biti. Ne? Skratka, potrebujemo eno normalno okolje, da bomo lahko normalno funkcionirali in se normalno pogovarjali. Znižati ton, stopiti kako stopnico nazaj, kako korak nazaj in se začeti normalno pogovarjati. Ne zdaj koalicija, opozicija. Sploh ni pomembno. Pomembno je, da zadevo peljemo v isto smer in da vemo, kaj so naše prioritete. Torej, lahko bi bili uspešni. Sam ocenjujem kot, torej, moj mandat kot mandat, kjer sem poskušal v danih okoliščinah storiti vse, kar se je storiti dalo. Vpeljal sem morda kakšne nove principe, kakšne nove metode, ki jih do sedaj ni bilo. Ocenjujem, da smo morda v preteklosti tudi kaj zamudili, kar se tiče tujih neposrednih investicij. Žal pa imam še veliko idej, ki jih pa očitno, več kot očitno ne bo moč realizirati. Tudi sam lahko rečem, da bi najbrž se dalo tudi v teh okoliščinah narediti kaj več v tem dobrem letu in da tudi ta vlada lahko prizna kakšno od svojih napak. Sam ocenjujem, da je ena večjih to, da se ni prekinilo s to kanibalsko politiko, ki v Sloveniji se odvija v zadnjih letih in da se je vztrajalo na nekih delitvah. Tudi v nasprotju s koalicijsko pogodbo so se odpirale nekatere ideološke teme, ki so razdvojile slovenski politični prostor še posebej po nepotrebnem v teh težkih časih. Zagotovo se da tudi kakšno besedo kritike reči tudi na kadrovsko paradigmo, ki se je ustvarila v tem letu, predvsem v največji stranki. Kar se tiče ministrstva, katerega sem vodil, lahko mirno rečem, da sem se poskušal maksimalno potruditi in v zahtevnih okoliščinah najprej združiti dve močni področji, ki morate delovati v simbiozi roko z roki. Tudi na teh področjih je premalo pogovora, premalo sodelovanja, predvsem iskanja svojega prav tudi na tej profesionalni, strokovni ravni. Tudi to mislim, da moramo v slovenskem političnem prostoru spremeniti. Od projektov, na katere pa mislim, smo lahko s kolegom Žerjavom skupaj najbolj ponosna, pa je zelo velik premik na črpanju kohezijskih sredstev, kajti mislim, da smo vzpostavili pogoje, da lahko v naslednjih 3 letih, saj govorim za to področje, katerega sam pokrivam, okolje, mirno zagotovimo, da vkolikor bodo nadaljevali kolegi z takšnim tempom, kot smo mi, je Slovenija na dobri poti, da bistveno spremeni črpanje teh sredstev, od tega, da smo v prvih 6 letih počrpali 120 milijonov, od tega polovica v tem zadnjem letu, ko sem sam vodil ministrstvo, in da smo odprli sedaj približno 30 do 40 projektov, odvisno, kateri bodo uspešni na javnem naročanju do poletja, ki bodo lahko v naslednjih 3 letih počrpali vključno z letošnjim še preostanek 450 milijonov evrov na okoljskih temah in na ta način tudi narediti zagon gospodarstva. Na kmetijskem delu pa mislim, da smo se dobro pripravili tako na novo finančno perspektivo, kakor tudi uspešno črpamo sredstva iz programa razvoja podeželja, za katerega, kot vidite, ne slišite kot problem, ampak program, ki takoče teče, in na tem mestu lahko tudi kolegom na programu razvoja podeželja izrečem zahvala in tudi čestitke. Lahko že samo to okolje, nekako ko ste ga prevzeli, je bilo to področje nekako eno izmed najbolj problematičnih, najbolj kritičnih. Zdaj ga še vedno spuščate v takšnem stanju? Okolje je še vedno kritično. Govorimo o področju. Sam sem trdno prepričan, da je potrebno najmanj 2 mandata konsistentnega dela. Če se spomnite samo lansko leto, kje smo bili na
področju odlagališč, kjer je grozil ta neapeljski sindrom tudi Sloveniji. Danes je 12 odlagališč z OVD-ji, še 3 odlagališča dobijo v naslednjih 3 mesecih. Narejena je schema centrov za ravnanje odpadkov in to je ena pot, ki gre naprej. Operativni program je v medresorskem usklajevanju, že ima soglasje in je operativni program pomeni strategija na tem področju narejena. Podobno smo pripravili in je v medresorskem programu tudi reorganizacija vodarstva. Za to temo je tudi, za to področje tudi bilo predvideno ustanovitev direktorata za vodarstvo in pa bistveno poenotenje združenje služb, ki so danes razklopljene na velikih mestih. 6. marca so v Sloveniji predstavniki EIB-ja, s katerim smo govorili o kreditu Evropske investicijske banke, s katerim bi lahko v naslednjih 5 letih spostavljen ciklus nekje med 500 do 700 milijonov, če vštejemo tudi izgradnjo hidroelektrarn, s katerim bi zopet naredil gospodarski razvoj na eni strani, na drugi strani pa prepotrebno sanacijo tega področja. Kot pa sem že dejal, na področju okolja se bodo morali ljudje tudi začeti poslušati, ne samo govoriti vsak svoj prav. In to mislim, da sem poskušal v tem letu na kakšnem od projektov umestitev kakšne hidroelektrarne nam je celo uspelo, da so se tisti, ki so odgovorni za varovanje narave, tisti, ki so odgovorni za varovanje pred poplavami ljudi, tisti, ki so odgovorni za obnovljive vire, znajo sesti skupaj in poiskati za okolje ljudi in tudi za gospodarski razvoj primerne rešitve. In tako da naslednikom želim veliko sreče na tem področju, sam pa bom to področje tudi zagotovo spremljal in poskušal pomagati, koliko bo lahko, kajti mislim, da je eno od pomembnih področij in tu je tista priložnost za ta zeleni preboj Republike Slovenije v naslednjih letih, kajti ko združiš okolje, naravo, gozdove, kmetijstvo, tu so naše priložnosti in na tem polju vidim tudi prihodnost za Slovenijo, kljub temu, da so nekateri, ki so jih danes polno usta tega področja, to še 5 let zelo zviška gledali na področje. Je bila združitev kmetijstva in okolja smiselna ali je bila to napaka glede na obseg dela? Ja, jaz mislim, da je smiselna. Najbrž je bila napaka v tem, da smo tako ostro posegli v kadrovsko politiko in zmanjševanje števila zaposlenih, kajti mi smo v tem letu do tega trenutka že zmanjšali število zaposlenih na ožjem delu ministrstva skoraj že za 10% in je problem manjka ljudi. Podobno manjko je tudi na agenciji, kjer smo tudi imeli srečno roko pri novem direktorju, ki izhaja iz izkušnji 12-letnega dela na agenciji in je bistven premik v pravo smer. Mislim pa, kot sem že dejal, da je ključno, da bodo ljudje se med sabo pogovarjali. Samo en primer zopet, Vogršček, veste, koliko časa ga niso se mogli lotiti pa izpeljati, sedaj je Vogršček na dobri poti, že k sreč s toliko padavinami je rešeno letošnjo sezono in vse narejeno, da lahko poleti jeseni ta projekt zaključijo. Namakani podobni projekti, zdaj je razpis zunaj, v sodelovanju obeh sektorjev je, kot po naših podatkih, več kot 1300 hektarov v ozadju dokumentacije za več kot 300 hektarov za razpis na ta sistem, na razpis za velike namakalne sisteme. Tako da veliko je prednosti, ljudje pa so tudi vodovarstvena območja podobno in ljudje se so na koncu le radi, čeprav ne na začetku najraje priznali, da mogoče se pa zares lažje govoriti, ko sedijo za isto mizo. Še eno vprašanje, gospod Pikler. Vi ste na začetku menili, da je odhod SLS iz koalicije pospešil tudi nagovor predsednika vlade na zboru. Ne, Kaj konkretno? Ne. Jaz sem dejal, da ne naš odhod, ampak vsi dogodki, ki se dogajajo v zvezi z sestavljanjem nove vlade, konstruktivno nezaupnico in tako naprej, da so dobili zagotovo pospešek tudi v nagovoru predsednika vlade na zboru za Republiko. Ko sem eno kratko vprašanje še Velika finance. Mene zanima, kdo od nas, kdo Slovenijo zastopa v lučki danes v tej aferi Kom. Državni sekretar, gospod Branko Ravnik in pa cela ekipa, 3-4 so še z njim, tako z področja
skupne kmetijske politike, kakor tudi s področja varne hrane. Sklepam, da smo izčrpali vprašanja, tako da za vašo udeležbo se zahvaljujemo.